Cenjene gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, predvsem pa športni navdušenci v oddaji Športna asi, danes v družbi Dejana Fujsa iz športnega kluba Pomurje 10, vodja pogona, trener prve ekipe, pan Vite Pomgrada, ki je že vrsto let reden član prve državne odbojkarske lige. Pričenja se državno prvenstvo prav jutri v soboto s prvim krogom. Dejan, kako ste preživeli ta pandemičen poletni čas, morda priprave so potekale kaj drugače kot prejšnje leta? Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Priprave so potekale normalno kot vsako leto, pri nas doma, v naši dvorani, zunaj na stadionu in v fitnesu. Priprave smo začeli 5. avgusta. V tem cajtu odigrali 14 prijateljskih srečanj, ali se pravi individualno tekmo ali na turnirska tekma. Tako da nekako v teh 2 mesecih to število tekem zadovoljivo. Tu smo videli, kdo kam sodi, več ali manj so dobivali priložnost vsi igralci, tako da zdaj približno vemo, na koga se lahko obrnemo, kje nam kaj manjka, kje smo dobri, kje smo povprečni, tako da nekako z celimi pripravami lahko povem, da sem zadovoljen. Vse ljubitelje odbojke v deželi v Muri seveda zanima, kakšne so nove okrepitve, kdo je odšel, kdo je prišel, na katerih mestih ste še morda izboljšali kakovost ekipe, nekje verjetno na kakšnem mestu ste v manjku, ampak to je še stvar, ki se da urediti seveda skozi prvenstvo. Kakšno je stanje v ekipi? Ja, moram povedati, da imamo kar mlado ekipo z nekaterimi izkušenimi igralci, ampak nekako smo vključili v načrtno malo mlajše v igro, tako da tukaj bomo morali še dosti postoriti, tako z trenerskega stališča, kot tudi z njihovega samega angažmana, volje, popravljanja samega sebe. Tako da moram povedati, da bo kar dosti dela skozi celo sezono. Kar se tiče samih okrepitev, pa moram povedati, da okostje ekipe je nekako ostalo isto. Odšli so z kluba Nikola Ražnjatovič, ki je igral na spremljarskem mestu, Alen Đorđević, ki je prišel na koncu kot korektor nam pomagati v zadnjih tekmah in končnici. Tako da odšel je Marin Novak, drugi podajalec. Ostali so pa več ali manj ostali isti. No, za ta mesta, ki smo jih rabili, smo se ukrepili z novim korektorjem, ki prihaja iz Kanade. Conor McConnell se kliče, prihaja iz koledža, kjer je končal koledž in se je odločil za igranje v Evropi, tako da je izbral prvo štartno pozicijo, lahko temu povemo Mursko Soboto. Je velik 2 metra, je star 23 let in je nek potencial, tudi kaže na treningih tako in ima neke cilje, da bi se rad dokazal v Evropi in verjetno tudi rad prišel do višjega nivoja v odbojki. Tako da v tem pripravljalnem obdobju sem z njim zelo zadovoljen. Je pravi profesionalec in tako se tudi obnaša v dvorani in izven dvorane. Pol smo se ukrepili še na spremljarskem mestu z mladim igralcem Urban Fužir, ki prihaja iz Braslovč, se pravi iz Braslovške šole. Lani je pa igral 1 leto pri Šoštanj Topolšici v prvi B ligi. Na to mesto smo še spremljarsko ponudili možnost našemu domačemu igralcu Dino Vinkoviću, ki je član slovenske reprezentance do U18, U19. In nekako to sta 2 fanta, ki sta stara 18 let, 19 in si bosta morala izboriti svojo pozicijo za igranje. Pol smo morali dobiti še enega podajača na mesto Novaka Marina in smo na to mesto pripeljali iz Hoč Urbana Hafnerja. Vrnil se je nazaj na libersko mesto David Novak, ki je 1 leto pauziral.
Nekako ostali so pa ostali isti, kot so bili lani. Tu imamo na spremljanskem mestu še Jakob Rojniga, ki je že več let v Murski Soboti. Libero prvi je Tim Vrabel, ki je že tudi nekaj časa živi v Murski Soboti. Žan Bedrač kot srednji bloker. Jure Lokner je ostal še od lanske sezone, ki je prišel iz Kamnika. Imamo Blaž Grabarja, ki bo letos kot četrti spremljalec. Imamo še Žan Vorja, ki tudi na mestu libero. Tako da to je nekako ekipa, ki bo letos sestavljala odbojkarski klub Panvita Pomgrad, se pravi 13 igralcev in meni bo pomagal Gorazd Flisar. Dejan, takole iz prve roke, najbolj merodajni ste. Lanska sezona, letošnja sezona, ambicije so zmeraj prisotne v vaši ekipi Panvita Pomgrad. Imate boljšo ekipo, bo na koncu tudi boljša vrstitev kot lansko sezono? Čeprav je to težko napovedovati, jasno. Ja, kar se tega tiče, je to zelo težko napovedati, katero mesto boš dosegel na koncu sezone. Nekako cilje pa vsekakor moraš imeti. Najprej se moramo lotiti tega, da moramo povedati, da mislim, da bo to najtežja sezona v zgodovini slovenske odbojke v prvi ligi. Kajti vsi klubi so se zelo okrepili. Moramo povedati, da nekako se po kadrovanju in po finančnem vložku delimo v dve skupini, ne vem, prve 4 ekipe in druge 4 ekipe. In v ta prvi del seveda spadajo ekipe, kot so ACH Volej, ki je spet zelo se okrepil na vseh igralnih mestih in praktično ima ekipo, kjer lahko igra z 2 šesterkami. Enako lahko govorimo tudi o Kamniku, ki je vložil zelo dosti denarja v same igralce in ima zelo širok spekter igralcev. Govorimo isto o Mariboru, ki je lani bil državni prvak. Res, da je odšel njihov najboljši igralec Možič v tujino in da je Šket zapustil Maribor in odšel v ACH Ljubljano, ampak so poiskali druge okrepitve v tujini, tako da so pripeljali kar nekaj igralcev in mislim, da bojo spet konkurenčni za vrh slovenske odbojke. In Salonit, ki je, lahko povemo, ima že neko jedro ekipe sestavljeno že nekaj časa. Ukrepljen je z 3 igralci iz Srbije in z trenerjem iz Srbije, tako da imajo tudi visoke cilje, so tudi vložili nekaj več denarja. Pol je to prva skupina, nekako, ki je po nekem finančnem vložku in po kadrovanju na papirju naj bi bili te ekipe razdeljene med prve 4. Pol pa pridemo nekako mi, druga četvorka, kjer pa je spet, lahko povemo, nekako enakovredne ekipe. Moram povedati, tukaj je Hiša na kolesih Triglav, zelo dobro sestavljena ekipa z slovenskimi igralci, tako da so dobili tudi nekaj igralcev z ACH-ja in iz Slovenije. Imajo zelo velik nabor igralcev, že nekaj časa so tudi eni igralci skupaj tam. Pol Krka, ki se je tudi ukrepila z 2 igralcema zraven na jedru, ki ga je imela. In Črnuče, ki so prišle iz prve B lige, se je ukrepila pa s pomočjo ACH Voleja, kjer je spet ACH Volej jim pomagal in dal nekaj svojih igralcev, ki bi pač tam sedeli in so jih rajši dali igrati v Črnuče. Tako da moram povedati, da bo zelo težka liga, kar se tiče ambicij. Vsekakor si želimo biti, naše ambicije so nekako realne, biti nekje na sredini, mogoče presenetiti koga od te velike četvorke. Kar se pa tiče vsega, pa lahko povemo, lahko si tudi zadnji, lahko si tudi, ne vem, 4., 5. Vse je možno, ker liga je samo 8 ekip in vse bojo zelo izenačene.
Govoriva seveda o prvi ekipi, največja pozornost, jutri se pričenja prvi krog, pa verjetno nekaj malega še treba reči o vaši šoli, o vaših mlajših kategorijah, kjer imate neko bazo, kjer učite in dopolnjujete potem prvo ekipo, kajti domači kader je zmeraj najbolj lojalen in tudi najboljši kader. Ja, moram povedati, da zadnje obdobje smo naredili nekaj mladih igralcev, perspektivnih, na katere bomo v prihodnosti tudi računali in jih verjetno tudi videli pri prvi ekipi. Ampak nekako z njimi delamo načrtno in jih pravimo pripeljati po stopnicah do prve ekipe. Zato smo se letos odločili, da smo drugo ekipo Panvito Pomgrad odjavili iz druge slovenske lige in se dogovorili o sodelovanju z odbojkarskim klubom Radenci in poslali 7 naših igralcev v odbojkarski klub Radenci, kjer bojo tile fantje se kalili in igrali prvo B ligo, kar bo za njih vsekakor zelo dobro došlo. Od teh 7 igralcev moram povedati, da so bili 3 igralci, ki so igrali v kadetski reprezentanci in so osvojili naslov evropskega prvaka. Se pravi, bili so evropski prvaki 3 igralci iz Panvita Pomgrada do U17, kar lahko si štejemo za veliko čast in seveda čestitke vsem tem, kjer so to prispevali k temu rezultatu. Pa potrditev stroke, ne nazadnje. Lahko vam samo povem, da je to izreden uspeh, katerega se marsikdo niti ne zaveda. In še vam moram povedati, da so v finalu premagali reprezentanco Rusije z 3-0 in lahko vam samo povem en podatek, da na naboru ruske reprezentance je bilo 500 igralcev. Tako da se pravi, da so tile fantje iz pravega testa. Kategorija se pravi naše... Mladinci in kadeti, ne? Ja, mladinci in kadeti, kateri pa tudi igrajo za nas, zdaj za mladinsko ekipo. In glih zdaj potekajo kvalifikacije za uvrstitev v prvo ligo, ker lani se je začela prvič liga mladinska in smo bili tudi lani zelo uspešni v tej ligi in upamo, da bomo se tudi letos uvrstili v to prvo ligo. Prvi krog smo že preskočili, upamo, da bomo še drugi krog in se uvrstili, in kjer bojo tile pol mladinci imeli tudi zelo dobro tekmovanje, se pravi več težkih tekem in tudi spet priložnost za dokazovanje. Potem se pa spustimo še na malo mlajše, osnovno šolo, se pravi starejši dečki in malo odbojka. Moram pa povedati, da že dolgo ni bilo toliko prijav v odbojko, šolo odbojke, kot je letos. Tako da moram povedati, da smo z številom igralcev, ki so prišli na novo, zadovoljni. Zdaj pa pač jih treba samo kaliti in jih animirati, da bojo ostali v odbojki in da bojo postali še boljši, da bojo se pridružili kasneje kadetom mladincem, kasneje pa pol še tudi k prvi ekipi. Tako da moram povedati, da glede na prejšnje leta, kjer, če se vrnem nekaj let nazaj, smo imeli zmeraj probleme s številčnostjo teh mlajših selekcij, moram povedati, da zdaj nekako smo to kar popolnili in da imamo kar lepo število igralcev pri mlajših selekcijah. Bržkone posledica tudi uspehov naše reprezentance, slovenske, ki se potem odraža na mlade. Dejan, ob koncu tega najinega pogovora, Šport na Asi, zagotovo pričakujete tudi podporo z tribun, gledalcev. Res, da so pogoji PTC, kot so veljali doslej, pa vendar pričakujete, da boste dobili podporo že jutri. Torej, prvi krog v soboto prihaja, pravzaprav derbi, v Murski Soboti prihaja ACH Ljubljana, ki štarta ponovno na naslov prvaka, tolikokrat so ga že dobili. In lahko malo pokvarite že tole veselje v prvem krogu, Dejan, kaj pričakujete od te tekme in pa gledalce? Res je, da smo dobili prvi krog že takoj najbolj okrepljenega nasprotnika. Ampak nič ne de, bomo pač že po prvem krogu lahko videli, kako smo pripravljeni, kje so naše pomanjkljivosti, kje so naše dobre stvari. Tako da vsekakor je pa mora biti, ne vem, tudi igralcem velik motiv igrati proti ACH-ju in se že ne vnaprej predati. Tako da tudi od njih bom zahteval, da razmišljajo v tej smeri, da probajo presenetiti nasprotnika, ki je
bolj renomiran kot mi. Ampak to je samo na papirju, na igrišču se bo pa lahko obrnilo drugače. Tako da že prvi krog bi povabil vse gledalce, da pridejo v soboto 2. oktobra ob 18. uri na prvo osnovno šolo si ogledati tekmo med Panvito Pomgrad in ACH Volej iz Ljubljane. In dodali tisti svoj delež k zmagoviti mentaliteti Prekmurcev v prvi državni odbojkarski ligi. Dejan, vse dobro, ne samo na jutrišnji tekmi, dobro v celotnem prvenstvu. Čim manj poškodb, ki so sestavni del odbojke, žal, in veliko uspehov v prihajajoči sezone 21-22 v odbojki. Hvala tudi vam. Cenjene gledalke in gledalci, Šport na asi, končujem z mislijo, da seveda se tudi vi udeležite v tem pomanjkanju covidnega časa kakšne športne prireditve. Prva priložnost, kot ste slišali v pogovoru z Dejanom Fujsom, vodjem pogona pri Panviti Pomgradu oziroma pri športnem klubu Pomurje 10, je, da stopite v pomoč domačemu klubu in da ste del zgodbe, ki se odvija v Murski Soboti, del uspešne zgodbe odbojkarjev. Srečno do prihodnjič.